Kako menite, da bi v bistvu lahko najbolj kvalitetno vzpostavili neko sodelovanje med izobraževalnimi institucijami in delodajalci, da bi oblikovali neke bolj usposobljene kadre za današnje potrebe? Predvsem moje mnenje je, da kot sem že omenila, se moramo pogovarjati več. Pogovarjati v smislu, da imamo mogoče kakšna srečanja, okrogle mize, kjer bi v bistvu delodajalci povedali svoje potrebe ali pa izzive, s katerimi se delodajalci soočajo. Na drugi strani pa tudi šolstvo, kje trenutno je in kakšne izzive imajo oni, zato ker mogoče tudi delodajalci lahko damo kakšne ideje ali pa rešitve ali pa celo pomagamo pri določeni zadevi, da se potem tudi v pravilni smeri izteče. Tako da se mi zdi, ta pogovor je zelo bistven. Deležnikov, pa ne mogoče samo delodajalci, pa šolstvo, ampak tudi ministrstva in vsi tisti, ki lahko potem tudi dejansko pomagamo pri tej zadevi. Hvala. Kako bi vi svetovali, da se vzbudi zanimanje za aktivnosti, ki jih mladinske organizacije in druge organizacije pripravljajo za mlade in jim pomagajo pri kariernem razvoju? Kako vzbuditi mlade zanimanje? To je en tak res bistven problem, ker veliko projektov se izvaja, pa mogoče nimajo toliko zanimanja, pa toliko aktivnosti same udeležbe, kot bi želeli. Jaz mislim, da je bistveno, da že pri samem načrtovanju projekta, da se pač zastavi skupaj z mladimi in da se gre res v tiste smeri, ki jih zanima. Ker samo če bodo videli, da je to res nekaj fajn, pa nekaj, kar je res za njih uporabno, potem bodo pač se udeležili tega. Ker imamo toliko raznih informacij, toliko raznih stvari, ki nas lahko hitro zamotijo. Če nekaj ni bistveno za nas, pa ni ravno tisti stvari, ki nas zanima, potem se gotovo ne bomo tega udeležili. To res že od začetka mogoče z mladimi ta projekt zasnovati. Katere kompetence bi pa rekel, da mladim danes najbolj manjkajo? To je zelo splošno vprašanje, tako jaz bi rekel, da mogoče, ker je toliko raznih informacij, pa to neka zagreto za tisto eno stvar, da ugotoviš to, kar ti zanima in da res temu slediš, ker je v bistvu tudi najbolj pomembno in to tudi mislim, da najbolj pogrešamo. Pa meniš, da za pridobivanje kompetenc, da se je treba učiti teoretično ali praktično, ali lahko samo na en način? Mislim, zagotovo oboje, se pa kje bo bolj poudarek, bo tudi odvisno od bolj konkretne zadeve. Odvisno, kaj si želimo, v katero smer bi radi šli in potem vidimo. Pa mislim, da je ful fajn, da imaš nekoga, ki ti pri tem pomaga, nekega mentorja, ki ti reče, da se udeleži še tega tečaja, še tega, pa boš potem dobil te kompetence, kaj jih rabiš, ker sam zase, ki si niti ne predstavljaš, kam greš, zelo težko kompetence pridobivaš. Imaš še kakšen nasvet za mlade? Jaz bi rekel, da ena stvar, ki vas zanima, se res vanjo poglobite, pa res iz tega izhajate, ker lahko greste še na to fakulteto, pa še vse to se učite, ampak če nimate nečesa, kar bi radi spremenili, potem nimate nič. Hvala za odgovore. Ja, hvala. Kako vi v kariernih centrih mladim vzbudite zanimanje za vaše aktivnosti, ki jim pomagajo pri kariernem razvoju? V bistvu smo se v zadnjih letih zelo veliko naučili, tako na dobrih praksah, kot tudi na lastnih napakah. Kar predvsem želimo je to, da se približamo mladim, kaj več, kot samo neka ex-katedra v predavalnicah in pridemo nasproti v učilnic, recimo med odmori, jih vprašamo, kaj je tisto, kar rabijo, jih poskušamo razumeti v bistvu njihovo situacijo, skladno s tem potem tudi seveda jih ustrezno nagovorite. In da ne izhajamo samo pokroviteljskega odnosa, jaz mislim, da ti rabiš to je dobro zate, to je to. Moramo dejansko mladim dati možnost, da spremenijo kakšno stališče, pogled skozi dobre zgodbe, povezovanje z delodajalci, skozi neke interaktivne variante, da povabimo podjetja, da slišijo mentore, potencialne vzornike in jih v bistvu oni spodbudijo, motivirajo za to, da kakšno stvar, korak naprej k spremembam tudi naredijo. Pa ključnega pomena je seveda to, da jih v bistvu moramo v skladu z razumevanjem tudi tehnologije, ki jih uporabljajo preko teh, jih potem tudi nagovarjati.
In razumem, da poplavi različnih informacij na internetu zelo težko v bistvu prepoznati vse skupaj, ampak zato pa so danes socialne omrežja, YouTube in podobno, video vsebine, nedolgi spisi, tisti, s katerimi jih mogoče mečkano bolj lahko seveda pritegnemo. Hkrati pa predvsem, če sem govorila prej o vzornikih, delodajalcih, mentorjih, so tukaj študenti, diplomati, ki mi je uspelo, da pač njihove zgodbe slišimo. To vse lahko tudi na videu. Danes marsikdo nima časa, da pride na 16 različnih dogodkov, ki potekajo ta dan, pač pogleda na internetu, vidi, pusti vtis ali pa tudi ne, pač je pa stvar njega. In mi svetovalci konkretno, ne smemo biti pa tisti, ki sodimo, obsojamo, ampak moramo pustiti možnost za refleksijo, za pogovor in potem seveda, kako le rečem, spodbudo k nadaljnjim aktivnostim, ki bodo v bistvu, stremele k uresničevanju njihovih ciljev. Tako. Ali menite, da so kompetence nekaj, kar se je mogoče naučiti samo s teoretičnim učenjem, ali je potrebno praktično učenje? Mislim, oboje je potrebno. Absolutno je potrebno oboje. Zdaj, če govorimo o nekih strokovnih specifičnih znanjih, je seveda zelo temelj, kot pri hiši, ne? Hiša rab dobre temelje. To je teorija. Ampak potem rab še vse ostalo zraven hiše. In tako tudi pri mladih rabi čim več prakse, tudi možnost reflektirati tega, tudi vidijo, jim je to delo všeč, jim je to znanje, ki jih dobijo, so relevantne zanje, ne. Predvsem pri mehkih kompetencah pa vsi govorijo o nekih spremembah kurikulumov, ne, da zdaj pa treba ne vse na glavo postaviti. Niti ne, no. Mislim, da je predvsem pomembno to, da se že v bistvu te seminarske naloge delajo v timu, to je poanta, ni tisto, da se moramo skregati s šolcem, ka on je pa se šlepil na neko nalogo, pa smo pol skupaj predstavljali. To je bilo delo v timu, vsak je imel različne vloge. Kako lahko dobim te izkušnje, kako se lahko izboljšam sam, recimo v timski vlogi, lahko že tukaj v času kurikuluma dobijo, v času študija lahko dejansko tudi pridobijo praktična znanja in izkušnje. Ni tistega, da zdaj mi pa samo visokošolski zavodi pa zdaj produciramo neko teorijo. Prostor se odpira, samo mladi morajo biti pogumni in stopati nasproti. Ne? Oni pravijo, pa vse je že izmenjen, itak za službo, itak ni možno, vse sem veza in poznanstva. Ampak v času študija imamo ogromno različnih razpisov, na katerih jih podjetja vabijo k sodelovanju, od po kreativni poti do praktičnega znanja, do tega seveda špika, ki je zelo podobna varianta kot po kreativni poti do praktičnega znanja, do prostih delovnih praks in drugih vrst sodelovanj, za katere je treba se samo v bistvu aktivirati, pa potem videti, a jim je to všeč ali ne, ker ne bojo tega videli, če ne bojo probali. Tako. Lepa, hvala za odgovor. Katere kompetence danes delodajalci najbolj iščejo po vaših izkušnjah pri iskalcih zaposlitve? Mislim, da je ena najpomembnejših kompetenc zanesljivost, to, da se delodajalec lahko zanese na nekoga, da bo zjutraj prišel, da bo pripravljen delati in da bo tudi vztrajal do konca delovnika. Znanje vsekakor, izkušnje pa pridobiva, znanje in izkušnje, to skupaj ustvarja tisto, ki se prepleta kot kača in pripelje do enega večjega, bi rekel, outputa, ne, tako z vidika posameznika kot z vidika organizacije. So torej po vašem mnenju kompetence danes bolj pomembne za iskalce zaposlitve kot izkušnje, ki jih imajo? Tako, izkušnje so del teh kompetenc, ki jih imajo, poleg znanj, spretnosti, izkušenj z raznih področjih, ki sploh niso mogoče neposredno vezane na delo, tako da kompetence presegajo zgolj, izkušnje so vsekakor zelo pomembne in tukaj bi poudaril predvsem to, bolj zgodaj do teh izkušenj pridejo bolje, ker po 25. letu do prvih izkušenj prihaja te izkušnje, nima več te vloge, kot ko se osebno zgradi. In to se naučiš, to so dobre in slabe, ampak oboje so izkušnje, ne, vsaka ti nekaj da. Torej, sposobnosti in kompetence je mogoče pridobivati samo z izkušnjami ali tudi samo z teoretičnim učenjem? V bistvu je najboljša kombinacija je kombinirana, da osmisliš to izkušnjo, ki jo imaš, da jo postaviš v en sistem in potem nekako tudi samo izkušnjo lahko nadgradiš, spremeniš, izboljšaš. Imate še kakšen nasvet za mlade, ki imajo težave pri pridobivanju kompetenc ali pa izkušenj? Moj nasvet bi bil ta, da če je le možno, da se udeležijo kakršnekoli dejavnosti, ki presega meje naše male državice, ker bojo s tem tudi svoje kompetence, ne samo jezikovne, tudi te interkulturne, ker imamo različne navade, to daje te kamne,
bolj zgodaj grejo na pot, bolje je. No? Vse se vračajo, ne? In potem jih bo spet nekaj vam potegnilo. Danes samo ostati celo življenje na enem mestu, moraš biti mobilen. Ta mobilnost je danes ključna. Z osebnega vidika, pa tudi z delovnega, ker upgrade dviguje kompetence posameznika. Hvala za odgovore. Hvala enako.